Sama ideja o izgradnji spominskega doma v Puconcih je bila mogoče sprejeta že pred kakšnimi 10 leti. Moj predlog takrat je bil, da se tukaj postavi po vzgledu nekdanjega škednja, v katerem so se vršile prve božje službe, podobna zgradba, v kateri notranjosti bi pač praktično stalno lahko potekal neki film oziroma filmska uprizoritev zgodovine, ki so jo doživele evangeličanske verske skupnosti v Prekmurju od samega nastanka, tam nekje v 16. stoletju pa do danes. Današnja oblika oziroma izgled doma je praktično usmerjen v prihodnost. Moderna zgradba naj bi na zunaj pokazala nekako naša pričakovanja o dobri prihodnosti in obenem tudi naš ponos na tem, kaj je naša zgodovina, ki je res za prekmurske evangeličane tukaj oziroma za samo Prekmurje nekaj posebnega. Spominski dom Števana Kuzmiča, kot mi po prekmursko rečemo, torej Števan je prekmurska oblika imena Štefan, je v prvi vrsti objekt splošnega kulturnega pomena, ki služi vsem občanom, ne glede na versko, socialno ali kakšnokoli drugo pripadnost. Torej ni cerkveni objekt, torej v tej zgradbi se ne opravljajo cerkveni obredi, pač pa je namenjen kulturnim, izobraževalnim in podobnim prireditvam za čim širši krog občanov. Štefan Kuzmič je bil zelo pomemben prekmurski mož. Bil je evangeličanski duhovnik, pisatelj in narodni voditelj. Rodil se je v Strukovcih leta 1723, a že z 10 leti je odšel v tujino, se tam izšolal in tudi deloval. Imenujemo ga tudi prekmurski Trubar. To je zelo pomembno in pomenljivo ime, kajti kakor je bil Primož Trubar pomemben za celoten slovenski narod, tako je tudi Štefan Kuzmič bil pomemben za prekmurski, a tudi slovenski narod. Kajti prevedel je iz grškega jezika v materno prekmurščino Novo zavezo ali Novi zakon ali testamentom. To se je zgodilo leta 1771. S tem trajnim delom je postavil temelje prekmurskemu književnemu jeziku. Na ta način je povzdignil prekmurščino in tudi neposredno vplival na slovenski jezik, kajti v Kuzmičevi prekmurščini odseva starocerkvena slovanščina. In takrat, ko so slavisti, jezikoslovci ustvarjali samo slovenščino, so gledali tudi na besedilo in bogatstvo Kuzmičevega jezika. Poleg tega dela, se pravi Novega zakona ali testamentuma, je napisal še tudi druga dela v prekmurskem jeziku. Znanih del je 10, a menimo, da jih je napisal še več. Med njimi so bili abecednik, mali slovenski katekizem, kratki nauk krščanske vere in tako dalje. Kuzmič ni bil le evangeličanski pisatelj, ampak predvsem duhovnik, ki je deloval večino svojega življenja v tujini, na Madžarskem, v Šurdu. Tam je deloval kot pastor dolgih 24 let. Sam dom oziroma sama zgradba doma ima seveda svojo simboliko. Arhitektonska oblika te zgradbe spominja nekje na to, na skedenj, seveda z osnovnimi prvinami, ki so tudi tradicionalne vrednote evangeličanske cerkve, kot so enostavnost, skromnost, brez nekega pretiranega okrasja. In to seveda ta zgradba na nek način pooseblja in predstavlja. Seveda zdaj bila je tudi potem dilema, ali se obračamo v preteklost ali se obračamo v prihodnost. In seveda zato smo na nek način tudi torej projektant, arhitekt vključil tudi določene moderne, sodobne prvine, tako da
ima dom predvsem moderno arhitektonsko zasnovo in pa tudi svetle barve. Torej, te svetle barve pa naj bi simbolizirale orientacijo oziroma pogled v preteklost in pa te barve so predvsem bele prevladujejo, bela barva pa naj bi pomenila oziroma predstavljala nek optimizem, neko vero v lepšo prihodnost. Tako da, zdaj, če strnem na hitro, torej enostavnost, skromnost, pogled v prihodnost in pa optimistično prihodnost. Zakaj ta spominski dom v Puconcih? Zato, ker je praktično evangeličanska cerkev v Puconcih bila od vsega začetka nekako vodilna in nosilna cerkev za evangeličansko skupnost v Prekmurju. Tako je bila tudi prva po sprejetju tolerančnega edikta ponovno zgrajena in tukaj so se v bližini prej ljudje zbirali v Škednju, enega od kmetov, ker pač cerkeve so bile 50 let popolnoma prepovedane. Že v osnovni šoli oziroma v srednji šoli, ko smo nekako ob neki priliki obiskali to spominsko obeležje tega nekdanjega, na mesto nekdanjega Škednja, kjer so se odvijale božje službe. Ko sem takrat slišal to zgodbo, se mi je zdelo, da je ta zgodba vredna, da jo sporočimo tudi naslednikom, ker sočasno moramo povedati, da je pač v tej evangeličanski cerkvi nastala tudi praktično knjižna prekmurščina. Ja, v domu imamo več različnih razstav. Tole, kar vidite danes tukaj, nosi naslov Reformacija v Prekmurju. Tole avtor te razstave je magister Franc Kuzmič. Tukaj imamo zbrane tako fotografije kot tudi določene posnetke te prekmurske, torej literature prekmurskih piscev, tako da se lahko skozi zgodovino sprehodimo in razstava je tudi tako postavljena, da sega v začetke reformacije, torej pred uvedbo tolerančnega patenta, potem samo obdobje po vzpostavitvi tako imenovane neke enakopravnosti in pa potem vse do današnjih časov, tako da predstavlja eden presek skozi čas tam povejmo od 16. stoletja pa vse do danes. Poleg stalnih razstav pa imamo občasno tudi razstave drugih avtorjev in tole, kar vidite v ozadju, pa je razstava slik in umetniških del naše domače krajanke Majde Kuhar, ki je razstavljala že tudi v drugih kulturnih ustanovah, v galerijah in seveda take razstave pač občasno pripravimo tudi za naše občane, vendar to so razstave, ki jih imamo nekje mesec dni, pa potem zopet zamenjamo za kako drugo razstavo, tako da je dogajanje, kar se tega tiče, pestro in predvsem je bolj usmerjeno v take umetniške dogodke. Osnovna nit oziroma osnovni vsebina, ki se v tem domu predstavlja, je audiovizualna predstavitev, torej filmska predstavitev zgodovine prekmurskih protestantov. To je 40-minutni dokumentarni film z naslovom Prehojena pot, ki ga pokažemo obiskovalcem in ta film predstavlja celotno zgodovino prekmurskih protestantov ali evangeličanov, vse od nastanka reformacije, torej od leta 1517 oziroma nekaj kasneje, ko se je že zelo zgodaj pojavil protestantizem v teh krajih in pa skozi zgodovino vse do današnjih dni. Potem imamo še nekaj drugih dokumentarnih filmov na to isto temo, lahko pa seveda tudi kakšne druge poučne in pa
zgodovinske filme zavrtimo, predvsem to občasno naredimo za osnovnošolsko mladino, ki včasih tukaj pač opravijo kako svojo učno uro. In pa potem pa so tu še različne prireditve, kot so razna predavanja, potem predstavitve kakšnih knjig, potem potopisna predavanja, potem kakšni seminarji, izobraževanja in različno, torej tudi kakšen glasbeni dogodek, bolj kakšne komorne vsebine smo že imeli tukaj, tudi kakšen krajši koncert, recimo kakšnega manjšega pevskega zbora ali podobno. Skratka, gre bolj za umetniške dogodke, medtem ko tiste čisto prav klasične zabavne vsebine nekako tudi, ampak bolj v povezavi z tem bolj, bom rekel, resnejšimi vsebinami. Člani Društva čolnarjev Dokležovje so nas povabili, naj se jim pridružimo na spustu po Muri. Pri Kroškem Brodu so pripravljali vse potrebno za spust. Še preden pa smo se vkrcali, so nas opozorili na varnost. Za varno pot pa je v prvi vrsti najprej potrebno vse udeležence opremiti z varnostnimi jopiči, se pravi z jopiči, ki varujejo čolnarje oziroma splavarje v primeru, da padejo v vodo, da jih obdrži gor. Pred samim spustom pa vse udeležence seznanijo tudi s tem, kako se drži veslo, potem kakšni so ukazi vodnika, ki vodi čoln, katerih se morajo striktno držati, da je potem plovba varna. Nenazadnje pa tudi opozorimo vse udeležence na bistvu možne nevarnosti, ki nas na reki pričakujejo, oziroma kako v tej situaciji v bistvu odreagirati, da se ohrani mirna kri. Z negotovimi koraki ob pomoči čolnarjev smo se vkrcali in odpravili dol po Muri, ter se prepustili njenim lepotam. Čolnarjenje na Muri pa ni novodobna dejavnost. Dejansko se pa z tradicijo teh čolnarjem v Dokležju ukvarjamo že iz časa Ivana Jeriča. Šter je tudi o čolnarjih na Muri pisal v svoji knjigi Moji spomine. Takrat so za prevažanje po Muri uporabljali lesene čolne, imenovane šefe. Za razliko od današnjih dni, ko se čolni uporabljajo predvsem za turistične vožnje, so jih takrat uporabljali za drugačne namene. Od švercanja ljudi naprej do švercanja kremenčevih kamnov za farcajge, služijo tudi kot prevozno sredstvo, tako ribičem, kot vsem drugim ljudem. Da bi nadaljevali tradicijo čolnarjenja na Muri, so leta 2005 ustanovili društvo, ki trenutno šteje 50 članov. Bistveno je pa še gratalo dosti več, to je pa medgeneracijsko druženje. Se pravi, člani našega društva so stari od 18 pa vse tam do nekaj 70-60 let. In to je en uspeh, pokazatelj v bistvu družabnega, koristnega življenja, druženja starih in mladih na še en bolj specifičen način, se pravi na reki. Na brežini smo opazili tudi sledi živali, ki se ponovno naseljujejo ob Muri. Na tem mestu smo naredili kratek postanek. Kot dokaz, ko je Mura ne samo v bistvu ena reka, štera je zajezena z umetnimi nasipi, ampak je v bistvu nekaj več. Zato tudi je en dokaz, da se bobri pridno naseljujejo na brežine. Društvo letno pripravi več kot 50 spustov. Udeležujejo pa se tudi največjega spusta po Muri, ki ga organizira Zveza ekoloških gibanj Slovenije. Spust morskih ladij je namenjen ohranjanju teh starih plovil, ki so nekdaj vozile po Muri. Nenazadnje pa gre za druženje 4 držav, se pravi Avstrijcev, Slovencev, Madžarov in Hrvatov. Po kratkem početku smo se odpravili naprej do našega cilja. Pot nas je vodila tudi mimo Babičevega mlina, ki je še edini delujoči mlin na pomurskem delu Mure.
Po nekaj krepkih zavesljajih smo pristali ob Ižakovskem brodu. Člani so nam zaupali, zakaj sodelujejo v društvu. Predvsem zato, ker mi je zelo pomembno druženje ljudi, katero zadnje cajte zelo izumira. Druga stvar je, da glede na tempo življenja si malo privoščimo nekega užitka, kateri užitek najdemo definitivno na reki Muri. Zato, ko mi pomeni druženja z ljudmi, takšnimi enostavnimi, ko smo Prekmurce, v naravi, nekaj edinstvenega pa posebnega, ne? Jaz sem odrastel ob Muri, Mura me je vedno privlačila in zaradi tega sem se tudi članil v članarsko društvo, ko se je ustanovilo, da pač me to veselje lahko podelim z Muro in z to lepo pokrajino ob reki Mure. Na koncu pa je sledil tudi krst prvo udeleženih na spustu. Kako vam je ime? Urška. Urška, draga Urška, pa vas moramo zaščititi. Jaz pa Leon te krstiva za pravo prekmursko čolnarko.